Torej, dobro večer, še enkrat se ne moram reči, dobro večer, to rečem po zimi, ampak če rečem pa dober dan ob 6. zvečer, pa je tudi smešno, ne? Ampak vseeno, lepo pozdravljeni na našem zadnjem in poslednjem srečanju. Moram reči, da sem pravzaprav strašno vesel, ne vem, ali je gospe Barbari uspelo naše zadnje srečanje na tale poseben dan zložiti. Ampak čisto slučaj, očitno, ne? Ampak vseeno, vidite, nič ni, ne? Ne, nič ni slučajno. Nič ni slučajno na koncu, ne? Gospod je tudi s ključi že prišel, tako da... Nič ni slučajno, ne? Nič ni slučajno. Danes je namreč, kot veste, tako, dan glasbe. Danes je dan glasbe, ker drugače bi rekli prvi poletni dan, ne? Ampak ja, obratno je, ne, prvi poletni dan je dan glasbe. Čeprav svetovni dan glasbe je bil oklican za 1. oktober, kot veste, ne, Jehudi Menuhin, takrat, ko je bil na čelu Evropskega sveta glasbe, so postavili 1. oktober, ampak na nek način se praznuje, sploh po Evropi se praznuje 21. juni za dan glasbe. Tako da, evo, lepo pozdravljeni na prvem poletnem dnevu glasbe. Res je, da je tale 21. juni, če boste gledali program Dneva glasbe po Sloveniji, kar nekaj mesece je odzvalo na to, boste videli, da gre predvsem in mnogokrat za bolj popularne glasbene enote, to spravi razni ansambli nastopajo zunaj, na trgih, skratka, bolj na ta način je mišljen tale dan glasbe. Ampak jaz ločim pravzaprav samo 2 glasbene zvrsti, in se mi zdi, da je to najbolj pravilno. Ja, kateri 2, ne? Dobro pa slabo glasbo, ne? In meni čisto eno, ali nekdo izvaja, veste, na kamne, ali pa nekdo izvaja v orkestru. Ravno tak je lahko uno slabo glasba, uno na kamne pa odlično. Hočem reči, da se mi zdi to najbolj pravično do same umetnosti. Zdaj, nekateri moji kolegi, vem, sploh v akademskih krogih je to zelo popularno, da se gleda na ljudsko glasbo ali pa na popularno glasbo, se gleda tako malo bolj navzdol, ne, mislim, češ, tam pa je nekaj, pa dobro, saj naj se zabavajo malo, naj se imajo fino, ampak to pa vseeno ni to, ne. Veste, od 20. stoletja naprej, če boste opazovali zgodovino glasbene umetnosti, ne, obstajata zagotovo 2 absolutno močni struji, ki sta bili pred tem 19., 18., 17. stoletje, kad smo mi že kakšno leto, 2 nazaj imeli možnost debatirati, prisotni. To pomeni na nek način ta popularni vidik glasbe in ta umetniški ali pa umetni vidik glasbe, ne. S tem, da sta bila recimo v 19. stoletju pa v 18. zelo blizu skupaj. Potem sta se ločila, v 20. stoletju so se ločile bolj te akademske struje in te koncertne, solistične, in druge, te, ki so šle pač v neke popularne vode, sploh z razvojem elektronskih inštrumentov, raznih drugih možnosti. Zato sta se razšli, ne. Predtem pa jaz vam povem, da je, ne vem, Johann Strauss. Ne. To je bila čista popularna muzika, kot če bi danes poslušali teka na Frajtonarca vlečenja. Mislim, hočem reči, je to bilo isto, s tem, da je pač prešlo skozi ta avstro-ogrski vidik in bla, je to prešlo pač v neko koncertno klasiko, ne? Ampak takrat, 19. stoletje, pač ni bilo stoletje televizije, pa interneta, pa vsega tega, ne? In so se ljudje pač na takšnih koncertih srečevali in so se prav lušno imeli in so se fino imeli. In seveda Straussi, sploh tista cela dinastija, kot jih je bilo, vse sem vam jih na enem predavanju celo predstavil, ne, da se zgubite med njimi, ne. Mislim, enih 10 jih je bilo Johanov, enih 15 pa Jozefov, ne. Oni so bili pravzaprav malo da ne pop glasbeniki tistega časa, ne. In če bi pa pogledali nazaj, kaj so delali glasbeniki, tudi zaradi mene, ne vem, Chopin, ne, fenomenalen pianist in tak dalje, on je bil popularen, njega so vabili kot popularnega pianista okoli preigravati neke zadeve. Ne? Mozart je bil v nekem svojem krogu mali Michael Jackson, v bistvu, s tem, kaj je počel. Mislim, hočem reči, da se je v 20. stoletju to bolj razdvojilo. Ne? Nekoč so to
več ali manj smatrali kot neko glasbeno zabavo, ki je pač prihajala na različne načine. Od tu, od tam, od cerkve, ne od cerkve, od ne vem kot. Tako da, zato pravi dan glasbe, ne. Ja, rečemo dan dobre glasbe. Pa smo že bliže temu, zakaj se mi zdi, da je 21. juni tisti dan, ko le treba o glasbi spregovoriti. No? In vesel sem, da se naš ciklus zaključuje pravzaprav ravno na dan glasbe, zato ker si želimo od vseh teh mnogih srečevanj, ki smo jih preživeli, pravzaprav, da le odnesete to, seboj to naklonjenost do dobre glasbe. In če sem vam to približal, potem, Barbara, smo nekaj dobrega naredili, če smo to uspeli narediti. Pol smo nekaj dobrega naredili, tako da Barbara, še enkrat hvala za te zadeve. Ok, torej, o čem danes? Letos smo spregovorili o raznih solistih in solistkah, šli smo preko pravzaprav inštrumentarija, tako kot smo rekli, iz orkestra, vokalov, dirigentov, gre za ustvarjalce, poustvarjalce, ustvarjalke in poustvarjalke. Seveda, ko gremo po inštrumentih nekega logičnega, simfoničnega sistema, godala, pihala, trubila, nikoli ne moramo zajeti nekih posebnosti. Tu bi še tudi lahko se ustavljali v ne vem koliko podrobnosti, ampak za konec sem pripravil še en tak pregled 4 enih večjih glasbenih skupin, verjetno ste v napovedniku že videli, zakaj gre. Zato, ker se mi zdi, da je treba še pokukati malo izza vogala o ustvarjalcih in ustvarjalkah teh posebnih enot, ki niso štete v te ta velike glasbene skupine. O čem torej bom govoril in kaj se mi zdi, da je pomembno. Ob koncu torej pravim, bomo prisluhnili tistim, ki jih nismo vrstili v te skupine, ampak sodijo med izrazite virtuoze in virtuozinje. Zato, ker danes biti, veste, virtuoz in virtuozinja je na en način preprosteje, kot je bilo recimo 150 ali pa 200 let nazaj, zaradi tega, ker imate možnosti šolanja. Imate ogromno akademij, imate ogromno dobrih in odličnih šol, na katerih se je možno šolati. Na drugi strani pa, ker imate mnogo akademij in šol, na katerih se je možno šolati, imate tudi točno večjo konkurenco. Niste več sami in edini in če ste sami in edini, poste avtomatično najboljši, ne? Ampak, ker pa je konkurenca, ker je toliko različnih šol, se pa le težje prebijajo ti ljudje, ki jim danes rečemo virtuozi ali pa virtuozine, ne? Zaradi tega, ker je le na vrhu malo večja gužva, ne? Čist tako, ne? Ampak, ok, današnjega in nekdanjega časa, pravim, čeprav nekdanji čas, prejšnja stoletja so to zelo dobro pretresla, to sito se je kar hitro streslo, pa se je videlo, kdo je tam ostal in kdo ni tam ostal, ne? Če boste šli gledati kaj bolj natančno zgodovino glasbe in izvajalcev, recimo, boste videli, da so recimo sploh 150, 200 in 300 let nazaj bili ustvarjalci glasbe, ustvarjalci, to spravi tisti res ustvarjalci, hkrati tudi poustvarjalci, ne? Da se je to zelo povezovalo. Če sem prej omenil Chopina, Chopin je bil tudi pianist in je tudi pisal skladbe. Skratka, Mozart je bil tudi glasbenik, igral violino, pa čembalo, klavir in tako dalje, in hkrati izvajal stvari in hkrati pisal. Tale preliv med ustvarjalci in poustvarjalci ni bil tako zelo hudo ločen. Ravno zaradi tega, ker ni bilo šolstva takšnega, ki bi zgolj poustvarjalce šolalo. Seveda, šolstvo prične, saj veste, tam dobrih 100 let nazaj začne z natančnimi glasbenimi izobraževanji in od takrat pridobivamo tudi dobre orkestre, pridobivamo dobre soliste in tako dalje, ki pa niso, oziroma so pa vse manj ustvarjalci, ne? Na drugi strani imate pa tudi ustvarjalce, ki so vedno manj ali pa bolj ali manj ne poustvarjalci, ne? Jaz lahko kot komponist seveda napišem, ne vem, skladbo za trobento, ne? Trobente pa ne znam igrati. Zato, ker imam dovolj znanja, da vem, kako se piše za trobento, pa poiščem dobrega trobentača, 2, 3, s katerim predebatiram partituro in me opozori, tu ni v redu, glej, na to moraš paziti, tu je treba narediti. A veste, in mi pomaga nek direktni ustvarjalc, poustvarjalc mi pomaga meni kot ustvarjalcu, da to stvar razumem, ne? Seveda, to ima seveda svoje prednosti zato, ker lahko zbiramo komponisti med dobrimi poustvarjalci, ne?
in ti poustvarjalci nam dajo neke možnosti, da mi lahko ustvarjamo. Jaz kot komponist današnjega časa moram reči, da sem strašno hvaležen, da imamo dobre šole za inštrumente, zaradi tega, ker si lahko resnično zmislim, kar hočem. Jaz lahko, dobro, ne morem napisati za trobento dvoglasno, zato ker se dvoglasno na trobento ne da igrati, ampak lahko si zmislim, kar hočem, zaradi tega, ker imamo dobre inštrumentaliste. Bogi ljudje pred 200-300 leti, kjer niso imeli dobrih inštrumentalistov, so morali paziti, kaj napišejo, ali bo orkester sposoben sploh to zaigrati. Hočem reči, danes kot komponist nisem več omejen na to, zato ker imam na drugi strani odlične poustvarjalce. Torej, govorili bomo o kitaristih za začetek, recimo spoznali nekaj solistk, Andrej Segovia, zagotovo ste slišali za takšna imena, Ana Vidović je ena Hrvatica, ki je fenomenalna, Narciso Yepes, Sharon Isbin, Julian Bream, David Russell, ok, kitara, ki ravno tako spada med strunska glasbila kot recimo violine, ne? Ampak to sprej so kordofoni, ne? To sprej so kordi sežica, ne? So strunska glasbila, ampak seveda ni pa godalo, ne? Ni godalo, kot so violine, ampak je brenkalo, ne? Zdaj mi bi morali, ko smo o klavirju govoriti tudi o čembalu, recimo, ne? O čembalistih, pa tudi nismo, ne? Zato ker čembalo je tudi brenkalo, skratka, polno nekih švicarskih lukn smo naredili vmes, tako da mi oprostite temu, ne? Ampak pač imamo toliko možnosti, koliko jih imamo. Organisti in organistke nas bo zanimale Carol Williams, Ton Koopman, recimo, ne, Paul Jacobs, Christopher Herrick, Virgil Fox, eden prvih sploh, ne. Potem se bom ustavil tudi pri solistih na akordeonu. Sprej, akordeon, mi sicer danes rečemo temu harmonka, ne. Ampak, če pa rečete nekomu harmonka, pa bo zelo hitro lahko pomislil na ustno harmonko, ne, na isto, kar se tu igraje, ne. Tudi o tej harmonki bi lahko govorili, ker imajo tudi fenomenalne izvajalce, ne. Ampak harmonika, ne, je bolj, rečemo, iz nemškega področja, medtem ko akordeon je francosko področje, ne. In dejansko ime harmonike izhaja iz francoskega območja, ne, ki se je potem razvilo na različne dele Nemčije, severne Nemčije, Švice in tako dalje, dobile različne oblike, od malih harmonik do unih klovnastih harmonik, velikih, skratka, zato sem rekel akordeon. Carol Williams, pač Toni Morena, Corey Pesaturo, William Schimmel, Mika Väyrynen, to je izjemen harmonikaš, ampak ok. In za zaključek še harfistke, oziroma harfistke, Jolanda Kondonasis, kot Grkinja, Alice Gilles, Isabel Moretti, Spanjola, Sadikova, Andreas Vollenweider, mogoče za zadnjega ste slišali, ampak ok, vam bom predstavil, zakaj sem izbral ravno te. Prepričani smo namreč lahko, da je odlična glasbena izvedba plod mnogoletnega trdega dela, odrekanja in vaj, zato pa del ustvarjalne in poustvarjalne glasbene zgodovine. Zakaj sem to zapisal? Prav zaradi tega, ker se mi zdi, da se glasbenikom in glasbenicam dostikrat delajo krivice, ker se jih ne zna primerjati, recimo z, ne vem, z uspešnimi športniki, ki imajo vse žaromete tega sveta uperjene vase. Zato, ker pač znajo, ne vem, ali žogo brcati, ali ne vem, kopje metati, ali ne vem, kaj pač znajo, golobe streljati, ne vem. Pač specialisti so in vsi sponzori in vsi gledajo v njih, jih plačujejo in bla, bla, bla in jim delajo olimpijade in bla, bla. Glasbeniki, ljubi moji, da pravi glasbeniki začnejo svojo kariero pri 3, 4, 5 letih, garajo, da jim švic teče, ne bom rekel kje, zato ker se kamera snema, ampak vam povem, šele po 10, 15 letih trdega dela lahko stopi na oder, po 20 letih začne spoznavati, kaj dela, po 40 letih, recimo, da približno dozori. Mislim, to vam hočem povedati, ampak njihov žaromet je seveda tiste pol ure na odru, ko izvaja neko zadevo in konc. Nič prej, nič pozneje. Kaj je tukaj? Ne? To je vprašanje potem pač nekega osebnega stava. V torek, pred 2 dnevoma, sem bil namreč na enem fenomenalnem koncertu v Sloveniji in sicer enega pevskega zbora, ki je zmagal na Euroviziji. Ja, če poznate, Carmen Mann.
Bil sem povabljen zaradi tega, ker moj študent je delal diplomsko nalogo na visoki stopni pri meni, skupaj s tem zborom, snemal je za njih in tako dalje, ampak ok, pustimo to. Ne? Nekdo, ki zmaga na olimpijadi, na letališčih jih pričakajo, ne vem, če ste to že kdaj doživeli, od zjutraj, od 7 do drugega dneva, do popoldneva se govori samo o tem, ker pač tisto kopje frčalo, jaz ne vem koliko, 300 metrov, skačajo pa ne vem, 500 metrov, jaz ne vem koliko se skače. Nekaj so me vprašali, joj, dan se pa nek skakavc zmagal, je preskočil svetovni rekord, ne, nekaj takega je bilo. So mi študenti povedali, pa sem jaz rekel, a res, ne, sem rekel, kaj dolgo je pa letel, kaj je to, 500-600 metrov, jaz ne vem, koliko je svetovni rekord, 300 metrov, on pa je skočil 500, ne vem. Ne, kaj, jaz ne vem, koliko se skoči, 100 metrov, ali kaj se skoči, ne? Ne vem, koliko se, ne vem. Ja, pa kaj skačete? Oni skakalnica, tist smučar, 200 metrov, jaz butlil sem pa rekel 500 metrov, ne? Ker se mi zdi, da je 500 metrov pa res nek svetovni rekord, matre kurja, če nekdo leto, ne? 200 metrov pa en dober kamen vržeš, ne? Ja, kak jaz tega ne vem, kak tega ne poznam, kak tega, mislim. A veste, ampak res, oprostite, res nisem vedel, niti nisem vedel. Pa ne vem, skok pa v daljino, pa je ne vem koliko, 6 metrov, 7 metrov, 2 metra, 8 metrov. No, ok, zmišljujem si, ampak ne vem. Ampak to vemo, ne? Če pa boste danes ustavili nekoga, boste rekli, kdo je pa zmagal na Euroviziji, bo vsi misli Eurovizija, on cirkus tam, ne? Eurovizijski cirkus. Ne. Galusova dvorana, kar se bil izjemno vesel, je bila nabita v torek. Nabita je bila in to, kar me je pa najbolj ganilo, mladih ljudi. Bravo. Mislim, in mediji se lahko sunejo nekam, ne namenijo jim nobenega prostora, niti zjutraj na tistih portalih ni bilo niti črtice, kot ste rekli, gospa, niti črke. En je bil. Za vsak gol, ki pa zdaj pade na tem prvenstvu, ki je ne vem kje, pa govorijo ure in ure. Mislim, to sem vam hotel reči. In sem bil ganjen, ker sem videl teh, ne vem, 30 in nekaj deklet na odru, ki so naredile fenomenalno predstavo v Galusu. Mislim, to res vidite strašno redko. In če imate kje možnost videti te zmagovalke Eurovizije, pejte. In se ne bo kar zmanjkalo, ampak poglejte si jih, ker to je res nekaj. No, ampak o tem govorim. In tu sem jim vesel in rečem, tu je tista možnost, ko lahko o glasbi govorimo, zato ker jo vzamejo seboj in jo naredijo. Mislim, res. V medijih ni bilo enega, nič ni bilo. Dobro, pustimo. Ampak tak pač to je. Tak pač to je, zato sem pa to bolj vesel, da ste vi tukaj. Kako? Se strinjam in je prav, da je. In mora biti, ker konkurenca naredi pravzaprav od najboljših še boljše. In tako se vidi, kdo je tisti, ki pravzaprav zdrži, zna, zmore. Absolutno se strinjam. Zato pa, ko sem videl Galusovo dvorano polno mladih, sem rekel, imamo šanse. Ne? Ja, se podpišem. Konkurenca je izjemno dobra. Ne? Jaz sam sebi ne morem biti konkurenčen, ker sem sam edini, ne? Zato pa vedno rečem, da sem najboljši. Ok. Andrej Segovia kot prvi takšen, ki vam pade zagotovo nekako na pamet, če se spomnite kot kitaristi, pa od kitaristov. Možak je seveda kar dolgo uspel živeti, ogromno naredil, gre za legendarnega, največjega španskega virtuoza na kitari, zagotovo. Današnji znani kitaristi so študirali pri njem, on je imel tudi ogromno znanih učencev in učenk. Pomemben je postal predvsem po svojih izrednih interpretacijah in virtuozni tehniki, ki jo je povzel in nadgradil po imenih, kot so bili Fernando Sor in pa Francisco Tárrega. To sta bila tudi dva izjemna kitarista, ki sta hkrati, seveda, kot da bi rekli, da se je učil pri Chopinu, ne? Ki sta hkrati razvijala inštrument kot takšen in hkrati razvijala tehniko igranja.
Zdaj, veste, to je ena zvrst kitare, saj imate različne zvrsti kitare tudi, ne. Zdaj, nimamo toliko časa, da bi razdelovali špansko kitaro, pa flamenko kitaro, pa ono, ampak hočem reči, klasičen način igranja je klasičen način igranja na 6-strunsko kitaro. Lahko bi govorili še o lutnjah, lahko bi govorili, ampak gre za to, jaz se hočem seveda osredotočiti na to področje. To se pravi, Fernando Sor, Francisco Tárrega, bil je dobitnik seveda mnogih mednarodnih nagrad in priznanj, za svoje dosežke tega je cel kup, priznan profesor na 10 univerzah je učil, da si predstavljate, in to praktično je učil še, ko je bil star je učil, ne? On je bil mitološka osebnost, pravzaprav že, ne? Mit je bil on. Po njem se imenuje tudi asteroid 3822, to se pravi, asteroid se imenuje po njem, asteroid Segovia je, ne? Poimenovali so ga leta 1989, en asteroid po njem. Snemajo za pomembne založbe, med katerimi pa je najbolj zaslužna RCA oziroma današnji Sony Classic. Če boste kaj iskali njegove posnetke, RCA oziroma Sony Classic jih ima, mislim, na metre. Ker to ni, da ni Segovia nekaj posnel. Rad bi vam predstavil, našel sem dober posnetek, ko izvaja Albinizem. Evo, tak, zdaj občutek, ne mislim. No, in gospod tu tudi ni več tako strašno mlad. Narciso Yepes, gospod, ki je tudi že pokojen, bil je ravno tako španski kitarist, bil je pa virtuos na 10-strunski kitari. Spravi, vidite že po sami kitari, da gre za podoben, vendar ne enak inštrument. S 13 leti je pričel študirati na Akademiji za glasbo v Valenciji, ko je bil star 20 let, je debitiral z enim najtežjih koncertov za kitaro, to je od Rodrigueza Concerto de Aranjuez. Skupaj s španskim nacionalnim orkestrom je požel izreden uspeh. Od takrat dalje je bil osrednja oseba v španski koncertni eliti klasične kitare, snemal večinoma za Deutsche Grammophon, z njimi je imel pogodbo, posnel je pa 53 albumov, tak za en občutek, recimo, kaj pomeni delati od svojega 20. leta dalje. Ne? Celotnih posnetkov bi pa naj bilo okrog 800 skladb, tako so približno jih našteli, katere vse bi naj on za razne študije in tako posnel. To se pravi, Narciso Yepes, umrl torej leta 97, jaz se spomnim, seveda, ko je umrl, kaj bi rekel med temi klasičnimi kitaristi, ker imam nekaj znancev, prijateljev in so znali povedati, seveda, nekega zapisa, pa seveda ne pričakujte. Ne, pač. Tako dalje, ne. Očara nas, ne, ker res ima in izjemen zvok in vse, ne. Lahko smo nekaj vprašali. Izvolite. Vsi igrajo s prsti, kdaj se igra s testom? Tisto se klasično kitaro redko igra. Tisto se bolj električne kitare igrajo ali pa narejene kakšne tamburice ali kaj takšnega. Ne, ampak tudi, jaz sem na klasično igrala. Ja, se tudi igra, pa umetne nohte imajo tudi danes že, ne, ker nohte, kitaristi si nohte pravzaprav lakirajo. Ja, da so trdi. Ja, in obstaja en tak poseben lak, seveda tudi na poseben način si jih režejo, ne, tako da so takle kot trzalica, če pogledate takle, ne, take nohte imajo, ne, ampak s tistimi nohti ni preprosto živeti, ne. To tako kot pianisti moramo imeti pa pogrižene nohte, ne. Zato, ker, mislim, ne pogrižene, ampak pogrižene zaradi blazinic, ne. Oni pa ravno ne smejo imeti tega, na levi pa morajo imeti, ne. Če njihovo roko pogledate, je ena takšna, kot da so na njo pozabili, ne, s tistimi nohti, ta druga je pa pogrižena. Danes pa imate že materiale, ki posnemajo pravzaprav zvok nohta, ne, ampak na trzalica, ne znam vam povedati, kdaj se je to naredilo, ampak trzalice poznajo že, odkar se igra kitara, ne, ampak so z različnih materialov. Danes imate pa plastične, ne, ampak kitaristi si pa tudi lepijo gor takšne materiale, kot da bi bili plastični nohti, ne, in s tistimi probajo igrati, ampak pravi kitarist reče, da ni šans. To ni isti udarec, ni ista struna, ni isti občutek, ne. Niti približno ni isti občutek, ker je treba pač imeti roko, ne. Zdaj, trzalica mogoče je namenjena tudi drugačnemu igranju, ne, je namenjena igranju takole preko strun, temu ubiranju, temu akordičnemu igranju, ne pa temu solističnemu, ne. Zdaj je jasno,
trzalice se bolj v elektronski, električni glasbi uporabljajo zaradi načina igranja mogoče, ne? Čeprav tudi električni kitaristi, mislim pravi kitaristi znajo tudi z roko igrati, sploh basisti, ne? Električni bas se igra tudi z roko, ne igra se sam s trzalicami, ampak se pravi, je pa res, da je noht kot takšni izjemnega pomena pri kitaristih, ne? Veste, če sem prej rekel, ne, se mu noht zlomi, noht se zlomi, ne? Da moja žena reče, noht se mi je zlomil, ne? Ampak njemu lahko pa koncert propade, ne? Noht se mu zlomi, ne more koncertirati, mora počakati, da mu noht spet zraste, ali pa jaz ne vem, se nekaj nalepiti gor. Skratka, res so to komplikacije, veste, zna biti, ker ton zgubi, ne. Ampak ja, trzalice so stara zgodba. So bile, ne vem, slonokoščene, so bile lesene, posebej tak na tanko rezan les, da je vibrirala, ne. Drugačen zvok, če je recimo iz slonokoščena pa lesena. Seveda je, drugačen je, absolutno, to so drugačni zvoki, ja. Predvsem pa hitrosti ne more doseči s trzalicami. Ja, čeprav tudi že znajo, ne, naprej pa nazaj, ne, igra, ne. Ampak ni pa to isto, kot če repeticijo s prsti naredite, ne. Potem so tudi nastavki za na prste posebni, recimo kot trzalice pa s tistimi probajo, pa skratka, potem kitaristi igrajo tudi z nohti navzdolj, ne, takole, ne, takle, ne sam nazaj, ne, in se poškoduje tudi to, ravno zato se lakira posebej. Skratka, to je povezano, veste, vse z inštrumenti, kot trobentači, ki si ustnice mažejo madonca, smučarji smučke, ne. Ja, ker njemu recimo ena razpoka na ustnici po zimi pomeni spet lahko zgubo sezone, ne, in tako dalje, in tako dalje. Sekavce recimo mora imeti zdrave, ker vam znanca vam kaj tudi intervju. In rekel, tukaj mora zelo paziti na te predne zobe, če ima tudi plomba recimo. Ker nastavijo, ne, tu nastavlja gor, nekateri se dajo tudi operativno urediti zobe, ne, zato ker če ima malček poševno ali pa malček navzkrižno, ne, mu nastane poškodba na ustnice, ne, in mora imeti točno tak nastavek, če ima zobe naprej, ne more igrati, mora zobe popravljati, nazaj špangam. Mislim, veste, to glasbeniki znajo kaj povedati od muka, ki trpijo za svoje zadeve, resno, to je. Vsaka profesionalizacija se zahteva. Prosim? Vsaka profesionalizacija zahteva. Absolutno. In odrekanja. Absolutno, samo temu se je treba znati prilagoditi, ne, in pravzaprav celo življenje prilagajaš, če se posvetiš nekim takim zadevam, celo življenje prilagajaš nekaj, ne. Celo življenje, ali ustnice, ali roke, ali glas, ali, veste, nikoli ne mine, ker če se glasbenik ravno tak zapusti kot športnik, ne more več, ne, je konc. Stavljati se kolesarek, koliko časa sedi, kaj mora vse narediti za zadnjo, ker nima nobene barve ta prave, se poslušal. Ja. Mislim, vsaka profesionalizacija, vse ste lepo rekli, ne, zahteva nek davek, ne, in kdor se želi z nekimi stvarmi malo bolj ukvarjati kot samo vsake kvatre, ne, mora biti pripravljen plačati ta davek, ne. Ja, in davek je na to, na ono, na karkoli, ne. Sem pri glasbi mi uživamo, ne, ko pa vidimo kolesarja, pa se za mimo zapelje, pa tista ena sekunda, pa rečemo, in kaj zdaj, ne, musko pa uživamo. Ok, David Russell, angleški klasični kitarist, rojen v Glasgowu, znan predvsem po svojem izredno bogatem in takem poetičnem tonu, izvrstni tehniki in širokem repertoarju. Danes živi in dela v različnih mestih, malo sem jih naštel, Barcelona, New York, London, Tokio, Los Angeles, Madrid, Toronto, Amsterdam pa Denver. V vseh teh mestih on tudi uči. Zdaj, če si predstavljate, kdaj je doma, jaz sploh ne vem, kje je doma, ne. Mogoče on tudi ne ve. Ampak, ja, mogoče je bigamist, jaz ne vem, mogoče ima enih 7 familij. Ampak njegovo poslanstvo je pravzaprav to, da na več koncih dela uči, dela dosti z mladimi in tako dalje. Dobitnik 9 mednarodnih nagrad in priznan za svoje koncertne dosežke, priznan solist, nagrajen z Grammy je dobil leta 2005 za svoj album Air Latino. Nastopa in koncertira po vsem svetu, do zdaj je posnel pa več kot 20 albumov. No, to je David Russell, velja seveda mlajša generacija, ampak velja za nekega izjemnega. Ja, mlajša generacija, se. Mlajša generacija, kaj sem pa rekel? Ni mlad, ne?
Še živi. Mlajša generacija, jaz rečem pač. Podarja. No, vidimo, da ne vem, če ste opazili, ne? Tu je ena tehnika igranja, ker tudi z levo roko trza žice. Ne? Tudi, ko umakne z roko tukaj, ne? Z enim od prstov tudi tukaj trzne, ne? Zato, da dobi dvojni zvok, ne? In igra tudi s to roko igra, ne samo z desno po žici, ne? Da bi sam tu pritiskal, tudi igra, ne? Tudi kakšna drugačna kitara, kot tudi ta prvo, ki je bil... Ja, to so različne kitare, ampak to so 6-strunske. Ta prvi je imel tudi 6-strunsko. Zdaj ne vem, po globinah se razlikujejo od španske klasične kitare do flamenko kitare, ki imajo drugo obliko, skratka, ne. Glas mi je bil tlela bolj globoko. Ja, ta igra tudi drugače, drugačen ton ima, zato smo opozorili na njegov ton. Njegov ton je bolj spev, ne. Nekateri pač igrajo na, to so tehnike igranja, ne. Koliko stisne žico, kako pritisne, kako, veste, pa hkrati še inštrument, ne. To spravi, če bi vi slišali, ne vem, violino Stradivarko, se razlikuje od ene guarnerke ali pa od ene violine, ki jo kupite tukaj za vogalom, ne. Pa bi lahko igral isti človek, pa je inštrument drugačen, ne. Ali pa slišite nekoga, ki igra na neki inštrument z nekim popolnoma drugim tonom, ne. Zato, ker prime drugačen inštrument, ne. Še najmanj razlike je recimo pri klavirju, ker klavir stisnete pa se oglasi, ne? Ampak tudi tam so diference, če bi opazovali zelo natančno, kakšen ton kdo izpravi ven iz inštrumenta. Sharon Isbin, ameriška kitaristka, nagrajena z nagrado Grammy za klasično glasbo. Učenje kitar je pričela z 9 leti v Italiji, kamor se je družina preselila, oče je nuklearni fizik, in se je familija pač selila takrat, ko je šel delati kam, so se selili, ampak ona se je v Italiji potem začela učiti pri Segoviji, sedaj pa je igrala z več kot 170 različnimi orkestri po vsem svetu. Mnogo snema je nastopa z največjimi svetovnimi odrih, do sedaj je posnela več kot 30 samostojnih albumov, mnogo njenih izdaj predstavljajo posnetki v živo, njeni koncerti, njeni recitali. To spravi, ni toliko, sicer je 30 koncertnih albumov vseeno naredila, ampak se snema ogromno njene koncerte in recitale. Tako da to predstavlja njen velik opus. Evo, igra spet na klasično kitaro. Seveda, te kitare, dragi moji, so ravno tako, kot prej sem omenil, ne vem, Stradivarko, ne. To so izjemni kitari, to lahko kitara stane toliko, da si ne predstavljamo niti, ne. Veste, in te inštrumente pač ti glasbeniki niti ne kupujejo, večinoma jih dobijo, ne. Dobijo v posojo, vse veste, da se Stradivarke tudi ne da kupiti, ne. Stradivarko se sposodiš in potem moraš v oporoko napisati, da se vrne Stradivarka pač tja, odkoder je prišla in potem se jo spet nekomu drugemu posoditi, ne. Lastnika Stradivark ni, ne. So neke kopije, recimo, ali pa ne, ni. Ali so v muzejih, ali pa jih igrajo ljudje, ne. Ker inštrumente potreba pa igrati, ne. Vi lahko imate doma Stradivarko, pa če jo zakledete v omaro noter, pa čez 20 let hin, ne. Jo lahko sam še, ne vem, gledate, ne. No, ona bo pa izvajala ravno od Tarege, da bo izvajala arabski kapričo. Za razliko od pevca lahko napoje tono sladoleda, ne. Pevc pa si lahko nokte grize, če si hoče, ne. Ampak vsak pač ima nek svoj... Ta glasba je za dušo, od vseh treh ljudi. Ja. Za mene je vsaka dobra za dušo. Moja duša vzame marsikaj. Ana Vidovič. Evo, Ana Vidovič, mogoče ste slišali že za njo. Ona pa je veljala za čudežno deklico, namreč. To pa je res. Rojena je v Karlovcu, pričela igrati kitaro, ko je bila stara 5 let, ko je bila stara 8, je že nastopala. Pri 11 je imela svoj mednarodni nastop, pri 13 je postala pa najmlajša študentka na Akademiji za glasbo v Zagrebu. 13-letna deklica je začela na akademiji, ja. Na leto ima mnogo nastopov in recitalov, koncertirati po vsem svetu, v svoj karieri je že dobila mnoga mednarodna priznanja in nagrade na največjih tekmovanjih. Snema za različne založbe, izdala 6 samostojnih albumov, v celoti pa posnela preko 100 skladb. Vse pravim, jaz sem predvsem vam hotel poudariti, da je s 13 leti bila na akademiji, veste, to je res... Drug Mozart. Ja, majhna Mozartka, ampak evo, od Torobe recimo bo izvajala eno zadevco, da vidimo,
Tako je, Ana Vidovič. Ko s 5 leti začela igrati, so ji prsti še rasli igrati. Kako je sploh kitaro se da majhna, da kitara večja? Se imate manjše kitare, to je tako kot violine, imate četrtinke, polovinke, imate manjše kitare. Ker ne more otrok to... Veste, kitara ima tudi problem stiskanja strun, ne? Ker vi morate pritisniti struno, ne? In če je manjša, če je krajša, ne? Je manjši pritisk, ne? Ne morate otroku dati kitaro, ki je 2x večja od njega. Da je sigurno, ne? Bo igral kontra vas, ne? Ni možnosti, ne? Ok, orgle. Virgil Fox, ne? Eden prvih organistov, poiskal sem fotografijo, kjer se je usedel za ene orgle, če vidite, ki imajo 6 manualov, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 manualov, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 manualov, ne? Pa vzadaj, pa gledajte registre, ne? Ta registratura, ne? Ki je tukaj, je še tu ena, ne? Samo se ne vidi, ne? Pa letnik, pogledajte, kdaj je začel na orgle, kakšne orgle. On je namreč prispeval k razpoznavnosti in popularizaciji tega glasbila predvsem v prvi polovici prejšnjega stoletja. Bil je eden prvih, ki je pričel propagirati in igrati tudi na domače orgle. To spravi ne samo cerkvene orgle, ne? Tudi domače orgle, ki so postale kasneje znane predvsem v popularni glasbi. Imel je izreden glasbeni spomin, v glavi je držal več kot 250 koncertnih del. Si človek težko predstavlja, mali Johann Sebastian Bach, ne? Mislim. In to 250 skladb, ki jih je lahko kadarkoli ponovil in z njimi nastopil. Kadarkoli, sam v glavo je pomislil številka 122, številka 35, neverjetno, ne? Bil je dobitnik mnogih nagrad in priznanj, seveda, ki so bile takrat še na razpolago, nastopil po vsem svetu z največjimi orkestri in dirigenti. No, njegova koncertna simfonija 4. stavek, da slišite od Jongena, skupaj z orkestrom, kako ta stvar, recimo, deluje pri njemu. Orgle niso samo to, kar mi vidimo, on igra samo 5 ima gori, ne, manualov, še ima na nogah, ne. Na nogah je še kar nekaj za početi, ne. In boste videli recimo tehniko za igranje z nogami, tam je pa bil Bach eden začetnikov. Prej so te pedale, se reče, ne, pedali igrali pač to, ko si se naslonil na pedal, pa je pa si tu zgoraj pač nekaj počel, ne. Bach je pa izdelal tehniko igranja, kjer je znal menjavati tone, tako da se z nogami sprehajal iz prstov, kjer je stisnil ton na pete. In je igral tak, je znal igrati. In od Bacha naprej se igra z obema nogama, ker prej se je igralo samo z eno, zato ker so bili ljudje navajeni, da se na eno nasloniš, z eno pa igraš, ne. Mislim, zakaj vam to govorim? Moja sošolka je ena redkih slovenskih velikih organistov, ne. Igranje na orgle pomeni, da vi igrate, zdaj pa noge, probajte sedeti na stolu, pa noge dvigniti. Tak, sporedno, pa jih držite. Tak. In tak pritiska in igra, prepolna mora biti napeta, hkrati s tem, pa morate igrati na manuale. Pa sedeti, pa ravno sedeti, pa z nogami igrati. Kar pomeni, da ne samo tako kot pianisti, na pol leva pa desna roka, ampak še tak na pol, ne? Roke pa noge. In to igranje z nogami, prej so tak igrali, da se je z eno nogo naslonil nekam in je z eno nogo pač tisto stisko, pa se s tem naslonom naredilo, ne? Z dvema nogam, obema se igra in se igra akorde, se igra tudi po 2-3 tone skupaj, pa take stvari. Mislim. Ti smo v filmu Plesna vojna, Rubiška orgle, ja. Ampak ja. Ester Williams. Tako, ampak ko ste videli še, sem vam pripravil par posnetkov, kjer se z nogami vidi, kaj dela ljudje. Ste malo dvigni noge, ker čutite, ne, kak pomeni to. Gospod Ton Kopman, ta pa že ni čist mlada generacija, to je malo bolj zrela generacija, ne. Danski organist, on je pa organist in čembalist, profesor na akademiji v Hagu, specialist za baročno glasbo, nastopa po vsem svetu, snema z največjimi zbori in orkestri, najbolj znana dela baročne, on je specialist za barok, ne. Najbolj znan je postal po projektu Bachovih kantat, katerim je dodal še vse, kar je v literaturi znanega od njegovega rivala Dietrich Buxtehudeja. Bach pa Buxtehude sta bila v podobnem času
sta si službe kradla, bi lahko rekli, tako kot smo se igrali zemljo krast, ne. Res, Buxtehude je odnesel Bachu veliko službo v Köln. Bach se je prijavil za kölnskega organista, ne, kölnske katedrale, ne. Pa je gospod Buxtehude prišel tja, pa je on dobil, pa je so Bacha. Ja, je bil Bach strašno jezen. Vse vam bolj povedal, zakaj. Ja, vse imate prav, ne? Ampak o Buxtehudeju malo vemo, ne? Ja, zakaj? Zato, ker je Bach pisal ogromno za cerkev. Cerkev je bila njegov glavni naročnik in so skozi vse te maše in vse to so njega propagirali. On je bil pač, on je imel dobrega menedžerja, bi lahko rekli Bach, ne? Buxtehude je pa imel dobrega, ne vem, učitelja glasbe, ne? Za kompozicije težko rečemo, ker Bach je genijalen, ne? Kaj Bach delal je bilo res na meji genijalnosti, ne? Buxtehude ni delal slabe muzike, ampak jo je delal pa vsaj enih, recimo, 60 let pred Bachom, ne? Tako da Bach se je lahko od gospoda Buxtehudeja kaj naučil, ne? Pa mu je lahko kaj vkradil, ampak pustno to, ne? Do sedaj je namreč izdal več kot 20 samostojnih albumov in mnoge posnetke koncertov in nastopov. On je Bach Buxtehude, ne? On je ta mojster, ampak za poslušati vam bom dal od Buxtehudeja D-moll tokato. Namreč vsi poznate Bachovo tokato in fugo. Vsi poznamo, pač ne morem drugače, ker so to orgle, jaz ne znam po orgelsko peti. Ampak poznamo, ja, nimam piščali, jaz imam glasilke, ne. Če ne bi piščali, pa fižolo jedo bi znal, ampak ne morem, ne. Skratka, imamo v ušesih Bachovo, tole, tokato in fugo, ne, imamo v ušesih. Ta je nastala, od Buxtehude je nastala tam 1600, kaj bo, on je umrl 707. 708. To sprej proti koncu, 1690, 85, 90, ne. Bachova tokata in fuga je pa nastala 1715, ne. Ja. Danes bi rekli copy-paste, ne. Gospod Bach je poznal njegovo fugo, oziroma njegovo tokato. In mu je 20 let kasneje preslonil zraven svojo tokato, ne. Ampak, ko poslušate Buxtehude je že umrl, ko je Bach napisal svojo tokato, ne. Kar pomeni, Bach je lahko poznal njegovo, on pa Bachove ni mogel, ne. Ampak, če boste v ušesih imate Bachovo, boste slišali, kaj je Buxtehude naredil in kaj je Bach od njega. Resno. Zato sem vam to poiskal. Tudi Bach je znal krast, ne? Tako bi lahko rekli, ne? Ok, gospod Ton Koopman. Gospa, Carol Williams. Ta pa je že zrela mlada generacija. Britanska organistka, predstavnica generacije, ki je sedaj najbolj dejavna, bi lahko rekli. Orgla je začela igrati s 5 leti. Prve nagrade za svoj koncert je pričela sprejemati, ko je bilo 11 let, 14 je že imela samostojne koncerte z velikimi orkestri in izvajala najtežje partiture za orgle. Študirala je pa v Parizu, Saint-Sulpice in Notre Dame, tamle je igrala. Igrala z največjimi cerkvenih središči, kot je Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, Salisbury. Posnela 18 samostojnih albumov in nekaj videospotov. Zdaj pa takole, ne, gospa je, vidite, sedi za enimi dosti takimi orglami. Zbral sem ta posnetek tudi zato, da vidite pedale od spodaj, ne. Pedali imajo namreč tudi registraturo. Pokazal vam bom pa, kako gospa zaigra Čmrljev let na pedale. Poznate Čmrljev let, smo ga že poslušali na kontrabasih, pa na pedalih. Gospe in gospodje. To pa je nekaj. Mora biti roke dolge, pa noge dolge. Pa kak trpežno muskulaturo mora imeti, da zmore z nogami to vse početi. Tak pa tak, ne, vse sem rekel, ne. To je. S tem, da te registrature tukaj, ko jih vidite pri nogah, ne, tole so ravno tako registri, ki jih z nogami pritiska, ne, da menjuje zvoke, ne. To z nogami vse to mora obvladati, okrog in okrog lok. To so pa registri, ki jih mora z rokami obvladati. Kaj so pa te prvevki, da pa noga?
To so pa jakostni pedali. To pa je, koliko jakost poveča, koliko piščali, različni piščali vklaplja, to so samo jakosti. Ne? Gas pa bremza. Paul Jacobs, ameriški organist, prejemnik nagrade Grammy za solo album Messiena od Oliverja Messiena iz leta 2011. Orgle je pričel igrati s 5 leti, prav tako, s 15 je začel nastopati kot samostojni organist. Poklicno pot je začel v Washingtonu na Memorial Chapel. Preigral in posnel je vsa dela Johana Sebastiana Bacha. Kar je od Bacha bilo napisano, je on šel pa je preigral. Zanima pa ga predvsem sodobnejša literatura za orgle. Ne? On je Bacha sicer preigral, ampak bolj ga to zanima. Poučuje na šoli Juilliard v New Yorku, mnogo njegovih učencev in uspešnih organistov po vsem svetu. Do zdaj je posnel 7 samostojnih albumov. A vidite razliko med temi orglami pa onimi? Na strani, ja, te so pravzaprav na meh, so bolj mehanske, kot je igrala pred tem organistka, in tukaj se vleče ven tele registrature, se reče tem. Ne? Tu se jih potegne ven takole, ne? Zato da daš možnost prehoda zvokov v različne piščale. Ne? Tamle so pa bili knofi, ne? Pri njej so pa bili knofi, kjer pritisneš in so odzadaj so električne kombinacije, ki odpirajo in zapirajo prihod zvoka v piščale. Ne? Tu ima tudi registrature za roke, za tipkovnice ima tukaj, ne? Bližje ima, ne? Tako da lahko tu potegne, ne rabi po straneh okrog. No, ampak prav sem vam spet poiskal en posnetek, kjer bo pa igral gospod, bo igral pa oktave na pedale. Ste videli, kako se igra? To je bila tudi ena Bachova posebnost, sprej igranje vzporednih oktav v pedale, z nogami. Ne? Oktave igrati po tastaturi ni problem, z nogami pa je kar problem. No? Pa da vidite, kako to organisti igrajo. Ja, res, mislim, Alan Vera, jaz sem se orgle samo učil, koliko sem se jih moral na akademiji, in vam povem, da sem bil, vsakokrat sem bil mrtev, ko sem prišel iz ure igranja, ker me je vse bolelo. Jaz mi pa sem nosil. Ampak ne takšnih, ne? Pa se tudi se bolelo. Verjamem, da ne takšnih, ja. Ampak ne, jaz sem igral tele v Cankarjevem domu, ko so bile nove, ker tam smo imeli ure, ne? Ampak jaz sem bil čisto ničen. Že eno klaviaturo sem težko gledal. Tako da, ja, klobuk dol pred organisti. Ja, kako je pa napisana potem skladba? V kolikih vrstah, recimo, je za... Dostkrat je napisano podobno kot klavir, dostkrat z leva desna roka plus pedali, ne? Ker leva desna roka vseeno predstavlja igranje, kaj z levo in kaj z desno igrate. Samo glede na registraturo je odvisno, na katerem nivoju igrate. Ker vi lahko registrirate tole klaviaturo drugače kot naslednjo. Ne? Recimo ta je 16 piščalna, una je 32 in tako dalje. Ne? In potem registracijo pa naredite, da igrate tukaj te stvari, tam pa te, ali pa menjavate. Ne? Kar je različno od klavirja je, da vi lahko igrate iste tone z levo in desno roko, ker igrate na različnih nivojih. Isti ton D1 igram tu, ali pa z desno roko tu, hkrati. Ne? Kar pomeni, jaz v literaturi nisem omejen na to, kaj igram z levo roko ali pa z desno. Lahko igram celo klaviaturo z levo in celo z desno. Ne? Ampak še vedno sta dve črtovi ali pa 3 črtovja, če hoče recimo kaj posebnega komponist dobi. Drugače pa podobno kot klavir plus pedali. Ne? Plus pedali. Ok, no od orgel naprej v harmoniko, ker je na podoben princip narejeno, ne? So tudi piščali s tem, da meh pri orglah je meh, ki je pač, nekoč so ga gnali tam, ne? Danes imamo elektronske, električne zadeve, ne? Ampak tu ga pa vlečete, sem pa tja, pa ven pa not, ne? Skratka, Toni Morena, če ste slišali, strašno znan, italijansko-francoski akordeonist, začel svojo kariero v Parizu kot jazz glasbenik in kabaretist, igral bandoneon. Bandoneon, to je ena oblika harmonike, ki ima tipke, vidite? To ni frajtonerca. Frajtonerca je razlika ven pa not, če vlečete, ker ima piščalke postavljene na obje strani. Medtem ko to pa ni ven pa not, ampak je
tipkarska harmonika, s katero vi morate ravno tako igrati vse tone in z mehom delate samo zrak. To je bandoneon. In tango harmonika, ta je pa malo manjša. Tango harmonika je pa argentinska, je pa manjša in je značilno za njo, pa je, da ima en tak bolj nostalgičen zvok. No? Tak, nima tega odprtega zvoka kot današnja harmonika, ko jo mi razumemo kot zupanca ali pa kot te klasične narodno-zabavne harmonike, no? Če rečem temu tako. Njegova melodičnost in tehnika sta postali kmalu izredno priljubljeni in popularni, posnel mnogo skladb. Ocenjuje se, da preko 500 skladb je posnel, ne? Preko 500, s tem, da se ne ve, ker včasih se ni pisalo, kdo snema, ne? Ampak samo čigave so skladbe. Nekaj samostojnih albumov je nastopil, sicer pa je nastopil po vseh celinah sveta, na mnogih radijskih postajah in številnih TV glasbenih oddajah je bil Toni Morena. Evo, no, poslušamo malo ta njegov zvok harmonike. Mika Väyrynen, zelo znan, norveški akordionist, ki redno nastopa in koncertira od svojega 17. leta dalje, do sedaj je prepotoval vse norveške dežele, Japonsko, Rusijo, Združene države in Kitajsko. Zadnja leta mnogo nastopa s filharmonijo iz Kopenhagna, posnel že preko 20 albumov, solistični repertoar in predvsem komorno in koncertno glasbo. Poučuje na Akademiji Jana Sibeliusa na Helsinkih, deluje kot izreden profesor tudi v državnem konzervatoriju v Klagenfurtu v Avstriji. Sprej, oboje je. Igra, zato sem jo tudi skupaj dal na to tipkno harmoniko. Našel pa sem posnetek dejansko, ko je on bil star 17 ali 18 let. Sprej, en prvih njegovih posnetkov, ki igra v enem duhu noter. Zato, da dobimo ta občutek, kaj je fant pri 17 letih pravzaprav počel. Ja, to je treba znati. Corey Pesaturo, izjemno znan in popularen ameriški harmonikaš, sicer pa tudi klarinetist, saksofonist, pianist. Z glasbo se je začel ukvarjati, ko je bil star 8 let, od takrat nastopa na najrazličnejših prireditvah, danes igra na električno harmoniko, snema z mnogimi orkestri po vsem svetu in sodeluje z najbolj prestižnimi glasbeniki. Lahko bi ga prištevali popularno kulturo, ne? Ampak napisal sem, vendar je igranje na harmoniko dvignil iz nekega povprečja na profesionalno ravno. Ker je pokazal, da brez znanja ne gre, on pa igra klavirsko, vidite. Ima pa takšno pisano rdečo harmoniko, ne? Posebno, ampak električna harmonika je. Evo pa, da vam pokažem, kaj se danes pravzaprav s harmoniko počne. Kaj gospod Toni počne? Italijanski Američan, ne? Klasični zvok harmonika. No, električna harmonika ima namreč te možnosti, da spreminja zvok, to ima pač možnosti, ker je električna, da je to samo klaviatura, tako imenovana MIDI klaviatura, s katero on samo daje informacijo računalniku, katere zvoke pravzaprav želi uporabljati. In to je pa zvok harmonike, je izklopil zadevo, ampak vidite kabel, torej on je priključen seveda na računalnik in uporablja klaviaturo, harmonike seveda kot MIDI klaviaturo, kot če bi z računalnikom igral. Zato sem vam hotel pokazati. In je fenomenalen, odličen harmonikaš, hkrati seveda pa pokaže tudi, kaj je za današnjo harmoniko možno. Ellie Gilles, avstralska klasična harfistka, končala je izobraževanje v Sydneyju, pri 21 letih pa zmagala na prestižnem tekmovanju v Izraelu. Koncertira po najrazličnih državah Evrope, Amerike, Izraelu in Avstraliji. Mnogi sodobni skladatelji pišejo dela za harfo solo in igra najrazličnejši repertoar. Članica avstralskega simfoničnega orkestra in nekaterih komornih sestavov, na leto ima okoli 100 koncertov. To pomeni vsak tretji dan, bi lahko rekli. Ali z orkestrom, ali solistka, ali skratka. Zanimiv pa je bil njen multimedijski večer, en cel projekt je imela, Alice in Antarctica, kjer je igrala harfo neposredno v živo iz Melson Studio na Antarktiki, koncert so prenašali po vsem svetu. Je pa igrala, seveda je bila tudi znana, ker je šla igrati na Antarktiko zunaj. Ven. Na minus 90, ja, kako nekaj. In zbrskal sem našel posnetek, kako spa igra na Antarktiki. Glejte, to so te posebnosti. Meni se zdi, da vam zdaj kažem nekoga, ki igra pač sam zanimivo, kaj glasbeniki danes naredijo. Ampak hočem reči, ona je tudi solistka, čisto klasična solistka, ampak
delajo pa zanimive projekte in to mi je pomembno za razumevanje današnje glasbe. Sam, če misliš, da na snegu sedi pa tam na ledene plošče v kolbi. Ja, no na čist čem sedi, ne vemo, ne, mogoče na flaši viskija, ne, ampak... Ne, mislim, ampak sneg je zraven, ne? Tu ima sigurno en minus ni. Ne, in ona brez rokavic z bunde ven sedala in klinkala, ne, mislim. Ampak ta zvok mi je všeč in vetra in Antarktike in ona tam uživa. Eli Gilles, ja. Jolanda Kondonasis, ameriško-grška klasična harfistka, velja za eno najboljših solistk sedanjega časa. Šolala se je v Clevelandu, svoje prve klasične recitale imela pred 15 letih. Do zdaj je prejela že več nominacij za Grammyja, sicer pa je dobitnica mnogo drugih velikih mednarodnih nagrad in priznanj, nastopa po vsem svetu. Seveda njena diskografija je sedaj 19 samostojnih albumov, posnet repertoar preko 100 skladb, ampak kaj mi je zanimivo, pri njej piše pa knjige in učbenike za igranje harfe za najmlajše. Spravi, ona propagira igranje harfe, otrok, pravi, da so to pač mali anglički, ki igrajo tiste harfe, ampak jih uči igrati tistih ta prvi 10-strunske harfe, a veste, ker harfe imamo tudi one majhne zarokce in tako dalje, in pol srednje, velike in tako dalje, in propagira to igro prav za najmlajše, mislim, da celo v vrtcih poučuje. No? Ena takšna zanimiva skladbica, ki sem jo našel od nje, je to, ker igra tri različne komponiste, da boste slišali tri različne stile. No, evo, to je pa čist klasična harfa. Še Isabelle Moretti, ki je pa francoska harfistka, rojena v Parizu, italijanski družini, spravi, ne, italijanski družini v Franciji. Harfo je študirali v Lyonu, sedaj pa tam tudi poučuje. Mnogokrat izvaja novosti, torej skladbe, ki so pisane posebej za njo, komponisti za njo pišejo. Ne? Torej, njen repertoar obsega tako rekoč celotno klasično glasbo za harfo, ob tem pa tudi precej sodobnega materiala. Za solo harfo, komorne sestave, spremljavo simfoničnega orkestra, skratka takšna res multipraktik harfistka. Do zdaj je izdala in posnela 7 albumov, prijela pa večje število mednarodnih nagrad. No, in od Foreja impromptu za en tak občutek, kako gospa Isabelle Moretti igra. Forej. Impresija, impresionizem, ne? Čisti. Spravi, harfa spada v isto družino, če rečem glasbil, kot so Kitajne, zato so tudi, ali pa cite, recimo, ne? To so ta brinkala. Zakaj sem tukaj ostal sem, da vam par besed o harfi povem, ne? To, kar je pri klavirju bil tist odmevni del, ne, kjer zveni, je tale del. Ne. Harfo ste videli tudi, da gospa nagiba k sebi. Ne. Ta del se nagiba zato, da lažje doseže. Spravi, ni to zato, ker bi bila ona malo nerodna, pa bi omigala. Ne. Kajti ta del, ki je tukaj, plus temu delu se reče noga, ne, ta noga, je najpomembnejši del harfe, ker tu noter je pa mehanika. Harfa je v osnovi uglašena v H-duru, to spravi pol tona nižje od C-ja je. In tukaj imate, gospa igra tudi z nogami, imate 7 pedalov. Imate 7 pedalov, kajti vse strune niso vse strune na harfi, če bi pol tone gledali, ne? Ampak so pedali za to namenjeni, ker ko stisne en pedal, se vse strune preglasijo v drugo tonaliteto. Ne? In ona mora s pedali vedeti, kateri pedal stisne, da se strune preglasijo. In tu noter je mehanika, tukaj in tukaj, ki gre v tale vratni del, kjer je od zgoraj mehanika, kjer struno napne pa popusti. Napne pa popusti, ne? To spravi, gre za pol tona više ali pa pol tona nižje, ne? In tako lahko igrate, spravi, če si vi predstavljate, zakaj je v H-duru, ne? Ker če spremeni pedal, ima pa 3 pozicije, ne? Ali je odprt pedal, ali je sredinska, ali pa je čist spodaj, ne? Igra ona, to spravi, tako je H, ga lahko dvigne, C, cis, ne? In naslednja struna je pa že D, ne? Pa že tega popusti, je pa naslednja struna že D, tako da lahko igra pol ton, ne? 3 pozicije do naslednjega pol tona. Ampak problem je v tem, da vi z enim pedalom spremenite vse H-je, ne? Z drugim pedalom vse C-je, potem vse D-je, pol vse E. To spravi, za vsak ton je pedal, za vseh 7 tonov je pedal, ne? Ne morate
ona mora vedeti, kateri ton spremeni, ampak potem se spremenijo vsi toni na harfi, ne? Vsi geji, recimo, ne? Vsi geji postanejo pol tona višji. Ali pa vsi aji pol tona nižji, ne? Ampak ona mora vedeti, ali viša ali nižja, ne? Zato igra s pedali, ne? In to so te, mislim, zato je harfa kar precej za premišljevati, ko gledaš note. Čeprav pravijo, vse to je podobno kot klavir. Ja, saj je. Rdeče strune vmes, ne, so oktavne, ne? Pa plava je kvinta, zato da veste, kje ste, ker drugače vidite samo tiste nitke tam viseti, ne? Ki pa kaj je, ne? Ne, vse se spozna z barvami, barvne strune so, ne? Ampak zato, ko prime, ve, kje je po oktavah, s pedali pa mora vedeti, kateri ton, ali igra višji ali nižji ton, ne? Toliko. Koliko harfa strun vseh skupaj, recimo, ta harfa? Ne vem, ima pa vse, po mojem. Ne vem. Ne vem se, kaj imam jaz v glavi številko 32, ampak mislim... Ne vem, ne znam vam reči. Če bi se boš videlo, bi jih zdaj šla štet lahko. Ja. Ne? Ampak, ja, ne vem, ker imate tudi različne velikosti harf, ne? Imate manjše, večje harfe, to je koncertna harfa, ne? Moral bi jih prešteti enkrat, gledajte. Ne vem. 32, točno, ja? 28, 29, 30, 32, ja? Imate prav, ja? Lahko bi bilo, ja? Če ne verjamete, pa preštejte, ne? Ja. Še gospod Andreas Vollenweider, ta je nekaj posebnega v svetu harfistov, že zato, ker je moški, ker večinoma harfo igrajo ženske. Jaz tudi v Sloveniji poznam samo enega harfista in ta je bil moj sošolc. Resno. Ne vem, da moški igrajo harfe. Jaz vedno vidim harfistke v orkestrih noter. Ja, se več manj Ja. videl sem. Ja. Švicarski harfist, verjetno najbolj znan po svojem načinu igranja in po glasbi, ki jo izvaja. Gre za New Age glasbenika. On je New Ager. Je pa akademski glasbenik, da se razumemo, ni čisto samo uk, ne. Tako rekoč prvega harfista, ki je v ta glasbeni žanr vpeljal harfa kot New Age inštrument, ne. Inštrument si izdelal sam, to je njegova harfa, gre za elektroakustično harfo, ki jo je že patentiral. Leta 87 je prejel Grammyja za album Down to the Moon. Njegova glasba je nekaj posebnega, gre za klasično šolanega harfista, njegov repertoar pa je širok. Od sedaj je posnel 15 albumov in 6 kompilacij, nastopa po vsem svetu z različnimi zasedbami in glasbeniki, kot so Luciano Pavarotti, bil, ne, Bobby McFerrin, Carlos Simon, skratka, eno in drugo, no? Hočem vam pokazati, kako zveni njegova harfa. Pa bil je tudi v Ljubljani. Tudi je bil, ja. Je bil že, ja. Fantastičen. A, ste, ja. To je ta New Age, nekaj posebnega je, ne? To je bil pa tudi najboljše ozvočenje, kar sem slišala. Ja. No, zdaj vidite, kak lahko čisten tak simfonični inštrument, recimo, ne, pride pravzaprav tudi v, ja, jasno preko dobrega glasbenika, pride tudi v drugo zvrst glasbe, ne, ni nujno, da se igra samo v eni zvrsti glasbe, ne, ali pa samo sodobno, tisto koncertantno sodobno glasbo, ne. Tudi čisto nekaj posebnega, elektronsko glasbo in tako dalje, ste videli tudi harmonko, kaj je delal iz džezi, ne, pa bi rekli človek harmonka maj ni, ne, pač harmonka kot harmonka, ni tak, ne, ni tak. Slovenski izvajalci, malo da vas spomnim, kitaristi, Jerko Novak, ne, ja, Leonardi, Tomi Meglič, Bezget, ne, Peter Dekleva, Miran Fakin, Stanko Prek, njegova teorije glasbe oziroma mali kitarista, kak so že se imenovali oni zvezki, ne, vse smo vsi morali to klinkati, ne. Organistke, evo, Renata Bauer je moja sošolka, toliko da vam povem, tak. Popa Hubert Brigant, valjda, to so velika imena, Milko Bizjak, Danilo Fajgl, Ignacij Hladnik, Cecilija Kobal, Anita Kralj, Tone Potočnik, Tomaž Sevšek, Angela Tovanič, znana imena, organistk, harmonikarji, ne, Viki Ašič, Slavko Avsenik, zagotovo, Janez Dovč, eden od zdajšnjih takih multi-instrumentalistov, ne, ampak v osnovi harmonikaš, Hatlak, valjda, Robert Gotter, Lojze Slak, najbolj Avsenika pa Slaka poznamo po narodno-zabavni glasbi, ne, ampak Vojko Ukmar, Delčnjak, Monika Mlinar, August Stanko, recimo, ne. Vidim, poznate imena, vidite, glasbeniki, ne, harfistke, evo, Dalibor Brenatovič, moj sošolc,
res srednjo glasbeno smo skupaj žulili, ja? Dalibor eden edini, jaz ne poznam moških slovenskih drugih, res da ne. Erika Griček poznamo, Ruda Ravnik, Jelica Portograndi, Pavla Uršič, Mojca Zlobko, Urška Križnič, Zupan, Štefica Žužek, skratka, no? Jaz samo res poznam sam Daliborja. Meni je zelo žal, ampak evo in Renata in Dalibor sta bila moja sošolca oziroma sošolka. Evo, tako da vidite, tudi v Sloveniji je kar nekaj znanih tehle solistk na teh inštrumentih, tako da jaz upam, da jih prepoznavate, kot vidim, jih prepoznavate, ker so res kvalitetni, ne? So res kvalitetni. Ok. Ne bom nič rekel. Imejte radi glasbo. Lepo proti poleti. Imejte radi glasbo. To je najbolj pomembno.